Insignia Country Tourer je, kot pravijo, flagship, paradni konj, najboljši avto, ki ga ponuja Opel. Je že res, da ima v svoji ponudbi tudi Grandlanda, ki kot SUV spada v ta hip najbolj trendovski razred. A močan karavan je vendarle tak tip avtomobila, da se lahko kosa tudi z večjimi in dražjimi prestižnimi izdelki. Sploh, ker so terenski karavani že vse od svojega nastanka domena predvsem premijskih znamk, Audija, Volva in po novem Mercedes-Benza. In Insignia premijske terenske karavane napada z vsemi močmi. Zato je dolga kar več kot 5 metrov in zato je njena kabina urejena po željah razvajenih, čeprav seveda zmore korektno zadovoljiti tudi družinske potrebe. Prtljažnik je tudi ogromen in čeprav ni najbolj globok, je zelo uporabno povečljiv v razmerju 40-20-40. Insignia navduši tudi z voznimi lastnostmi. Hvalimo dejstvo, da štirikolesni pogon avta ni preveč otežil. Ta karavan v dinamično odpeljanih ovinkih deluje zelo uravnotežen in ubogljiv. Različic z ročnim menjalnikom pa sploh ne glejte. V tem razredu je samodejni menjalnik že zdavnaj postal standard. Še posebej pri avtih, ki hočejo biti nekaj več. In tokrat preizkušeni samodejni menjalnik z 8 prestavami deluje odlično. In seveda ne boste presenečeni, če vam povemo, da je Country bolj premium kot pa deželski. Avto je recimo oddaljen od tal povsem običajnih 15 cm. Tudi njegovi previsi ne vabijo na močno razgiban teren, a luknje na običajnih makadamih požira vzorno, zato boste z njim radi ubirali bližnjice in se izogibali zastojev. Insignia Country Tourer je seveda od terenskih karavanov premijskih znamk občutno cenejša. To je seveda privlačno, koliko pa se nižja cena čuti v praksi, boste morali preveriti sami. Gibljamo se namreč v avtomobilskem razredu, kjer sta razum in pa čustva pogosto skregana.